Kulturna panorama. Dober dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Vabim vas k poslušanju Kulturne panorame predzadnje v tem letu. V naslednji, 27. decembra, ob enakem času, bomo pregledali kulturno leto 2025 in izpostavili vrhunce v umetnosti in kulturi. Oddajo pripravlja Aleksander Čobec, tokrat pa sem pred mikrofonom Tadeja Krečič, za mešalno mizo pa je Vjekoslav Mikes. Včeraj so v atriju Mestnega muzeja v Ljubljani podelili nagradi in priznanje Ivane Kobilca. Nagrade podeljuje Društvo likovnih umetnikov Ljubljana za najvidnejše dosežke članov društva in sopotnikov umetnosti. Žirija v sestavi Viktor Bernik, Tjaša Pogačar, Maja Smrekar, Valter Zajdl in Petra Čeh je nagrado za življenjsko delo dodelila Zmagu Lenardiču, nagrado za produkcijo zadnjih let Leli Benjatin, priznanje za sopotnike in podpornike likovne in vizualne umetnosti pa Alenki Spacal. Prispevek Sanje Rejc. 8. prejemnik nagrade Ivane Kobilca za življenjsko delo, Zmago Lenardič, je bil rojen leta 1959 v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti je študiral filozofijo in sociologijo, po diplomi iz sociologije pa še slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. O nagradi je povedal: Vsaka nagrada je verjetno dobrodošla, še posebej pravzaprav, če jo dobiš za nekaj, kar tako ali tako rad počneš oziroma rad delaš in v kakšnem daljšem časovnem okviru pa ne prinese nič takega, kar bi ti olajšalo vsakodnevno delo v ateljeju, Tako da, se pravim, mislim, lepo je dobiti pač za nekaj, kar tako ali tako rad počneš in delaš toliko časa. Zmago Lenardič deluje na stičišču večmedijske, družbeno-kritične umetnosti in vizualnega eksperimenta. V njegovi praksi, ki odpira razširjeno polje vizualnih in pomenotvornih raziskovanj, so vidni vplivi študija filozofije, sociologije in slikarstva, je med drugim v obrazložitvi nagrade zapisala žirija. Pomemben pa je tudi njegov prispevek k razvoju novih generacij likovnih umetnikov in umetnic. Od leta 2003 je zaposlen na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, kjer poučuje na oddelku za slikarstvo. O premikih, ki jih opaža pri delu z mladimi generacijami ustvarjalk in ustvarjalcev. Zdaj, v umetnosti je zelo težko govoriti, kam se razvija, zato imamo kulturo, da vemo, kam se je do zdaj razvilo. Dejstvo je pač, da so generacije na vedno krajši rok vedno bolj različne, kar seveda nič ne bova tople vode odkrila, če pripiševa to sodobnim medijem, To so že pač psihologi naredili in pač ti novi mediji na vsak način ne vzpodbujajo analitičnega mišljenja, ampak pač podajajo informacije, Se to vsekakor pozna, tudi pri tem, na kakšen način mladi ljudje razumejo umetnost. Časa je vedno malo, razmišlja se vedno na krajši rok, imamo vedno več umetnikov, ki to razumejo kot kariero, pri tem, da slikarstvo pač ni poklic. Slikarstvo je pač dejavnost, ki se dogaja relativno v izoliranem prostoru, korekcije prihajajo od samega sebe. Kakor pravim, v današnjem času je pa pač vedno več te, karierne umetnosti, kar se kaže tudi v svetu, kjer se zvezdniki producirajo praktično pri teh večjih galerijah vsakodnevno. Mimogrede, zaradi tega se je tudi sesul trg, ker če postanejo ti mladi ljudje v enem dnevu vse prisotni v vseh medijih, v vseh publikacijah, ni več pametnega razloga, zakaj bi človek temu verjel oziroma zakaj bi to še sploh imel rad ali pa hotel imeti doma.
Sveža dela Zmaga Lenardiča si je trenutno mogoče ogledati na skupinski razstavi, ki so jo v četrtek odprli v galeriji Ekurna. Kurator Arne Brejc je izbral dela 9 avtorjev in avtoric, ki z različnih zornih kotov obravnavajo čas. Na vprašanje, kaj je trenutno v središču njegovega zanimanja, raziskovanja, Lenardič pravi. Veste kaj, to je tako zelo pošrek, ne? Ker če nekaj časa pravzaprav, ne nekaj časa, če toliko desetletij to počneš, so dela nekako kar posledica preteklih del, ampak če bi zdaj že mogel povedati, v resnici mene ne zanima recimo politika, ne, s tem se ne ukvarjam, ampak zelo me pa v bistvu zanimajo te, bi rekel, nevidne recimo strukture, ne, družbeno-ekonomskega sistema, ki na dolgi rok vplivajo potem na ta način, da ki se jih zavemo, včasih pristanemo v teorijah zarote ali pa kaj podobnega. Se pravi, recimo ena tak čist mogoče preprost primer je to, ne. Najprej recimo predpišeš kodeks, kako se morajo ljudje na delovnem mestu oblačiti, potem iz tega nastane team building, ne? Potem na koncu pa vzamemo že samo po sebi umevno, da nam na letališčih slikajo roženice. Ob tem smo pač v raznih socialnih medijih polni besed okrog osebne svobode in podobnega, ne. Poleg nagrade Ivane Kobilca za življenjsko delo so v Društvu likovnih umetnikov Ljubljana včeraj podelili še nagrado Ivane Kobilca za aktualno produkcijo. Tokrat so jo namenili vizualni umetnici in performativni avtorici Leli B. Njatin za izjemen ustvarjalni opus v obdobju 2020 do 2025, v katerem je s ciklom Mestni vrh razvila dosledno, prepričljivo in družbeno relevantno prakso. Priznanje Ivane Kobilca za sopotnike in podpornike likovne in vizualne umetnosti pa je prejela pisateljica, ilustratorka in pravljičarka Alenka Spacal. Žirijo je prepričala njena izrazita družbena in inkluzivna naravnanost, ki se je izkazala kot izjemno dragocena tudi v njenem sodelovanju z Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana, kjer od leta 2018 izvaja pripovedovanja in likovne ustvarjalnice, posebej prilagojene gluhim in naglušnim otrokom, otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami ter otrokom z avtizmom. Kot so še zapisali v utemeljitvi, Alenka Spacal s svojim ustvarjanjem in delovanjem postavlja merilo za skupnost, v kateri vključevanje ni izjema, temveč neizogibna vrednota.
V Mestni galeriji Piran so sinoči odprli razstavo 50 let sodobne umetnosti, s katero so Obalne galerije Piran zaokrožile letošnji polstoletni jubilej delovanja. Jedro razstave so plakati razstav, ki so zgovoren dokaz vloge obalnih galerij pri umeščanju sodobne umetnosti v istrski in širši prostor, ozaveščanju najširše javnosti o njenem pomenu ter povezovanju z mednarodnimi umetniškimi tokovi. Razstava ob pogledu v preteklost, ko so se v galerijah v Piranu in Kopru vrstile predstavitve pomembnih domačih in tujih umetnic in umetnikov, gleda tudi v prihodnost. Med drugim z načrti za odprte depoje v nekdanjem skladišču soli Monfortu v Portorožu. Prispevek Leje Širok. Razstava 50 let sodobne umetnosti zgovorno pokaže vlogo Obalnih galerij Piran pri umeščanju sodobne umetnosti v širši prostor. Od svojih začetkov so galerije sodobno umetnost razumele kot živo dediščino, poudarja direktorica Mara Ambrožič-Verderber. Torej ne kot nekaj, kar moramo zgodoviniti, temveč kot prostor, kjer sodobna umetnost javnost in obiskovalce spodbuja, da kritično razmišlja o našemu času. V Obalnih galerijah so se zvrstile številne razstave zvenečih imen sodobne, domače, evropske in svetovne umetnosti, ki še danes predstavljajo vrhunec povojne umetnosti. O tem pripoveduje izbor plakatov razstav, ki so osrednji del razstave v Mestni galeriji v Piranu. Kustosinja Tina Jazbec. To so sedaj ne samo zelo znani avtori, tudi zelo dobro prodajani avtori, so del vsakega pregleda povojne umetnosti pravzaprav. Mara Ambrožič-Verderber dodaja. Dejstvo, da so se v petih desetletjih v Obalnih galerijah Piran zvrstila imena svetovnega kova sodobne umetnosti, ki so dejansko, predvsem v 80-ih letih pod taktirko Tonija Biloslava, nekdanjega direktorja, in Andrejem Medvedom, ki je takrat potem skrbel tudi za umetniško vodenje te ustanove, dejansko pripeljal v naš prostor Obalno-kraške regije in takrat tudi za celotno Slovenijo oziroma za ta del nekdanje Jugoslavije je to bilo precej pionirsko delo. Imena kova Herman Nietzsche, Enzo Kukija, Hansa Arpa, Klosovskija, Mimo Rotelle, Roberta Watsa, skratka umetnikov iz celotnega takratnega gibanja in tudi tistih modernističnih, nadrealističnih ikon, ki so dejansko predstavljale za takratni čas, se pravi zadnjih 20 let prejšnjega stoletja, špico sodobne umetnosti na svetovnem nivoju. Za umetnike so Obalne galerije Piran predvsem pomemben prostor kontinuitete. Gani Laloši. To pomeni eno bogatstvo fabrike kulture in bogatstvo te inštitucije, ki se ne pusti pozabiti. Za številne obiskovalce pa so prostor prvih srečanj s sodobno umetnostjo in skupnega kulturnega spomina. Med njimi so Marjana Lenasi, Silvija Muzetič in Natalija Planinc. Včasih je bilo v Piranu polno slikarjev, likovnikov iz Ljubljane, ki so imeli tudi tukaj vikende. In tako da to je kraj, ki se je dogajalo, se mi zdi veliko lepih razstav. Veliko domačih in pa tujih, predvsem to moram poudariti. Neprecenljiva vrednost. Jaz spremljam dogajanje, jaz sem tako uživala v predstavitvi Kustosinje, ko je spomnila na galerijo A+A v Benetke, ko smo mi organizirano hodili na te razstave. Razstava ob jubileju ne ostaja le pri preteklosti. Na njej Obalne galerije predstavljajo tudi enega ključnih projektov prihodnosti. Odprte depoje v nekdanjem skladišču soli Monfortu v Portorožu. Zasnovali so jih biro arhitektke Prion in Miran Mohar. Arjana Prion pojasnjuje. V objekt sam smo umestili neko strukturo, ki izhaja na eni strani iz kristala soli, ker je bilo to pač skladišče solin, potem se navezujemo na Piranezija in na Maleviča kot enega izmed pač začetkov sodobne umetnosti. Nam je bilo zelo ključno, da
tudi objekt, tak kot je pač Montfort, vključimo v kulturno dediščino skupaj z sodobno umetnostjo. Projekt je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in je zasnovan kot pilotni primer v slovenskem prostoru. Razstava 50 let sodobne umetnosti bo v Mestni galeriji Piran na ogled do maja prihodnje leto. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije že od leta 1967 podeljuje Čopove diplome za izredno pomembno življenjsko delo na področju knjižničarstva. V četrtek sta jo prejeli Ida Kreča iz Osrednje knjižnice Celje in dr. Maja Peteh iz Gozdarske knjižnice Gozdarskega inštituta Slovenije. Ida Kreča jo je prejela za izjemne dosežke na področju mladinskega knjižničarstva s poudarkom na razvoju bralne kulture na temeljih družini prijazne knjižnice in bibliopedagoškega dela, ter za celovit razvoj dejavnosti pod skupnim imenom blagovno znamko Knjižnica pri Mišku Knjižku. Z nagrajenkama se je pogovarjal Vlado Motnikar. Gospa Ida Kreča, v vsaki knjižnici je otroški oddelek tisti prostor, ki zahteva posebno pozornost na komunikaciji z bralci, z otroki in z njihovimi starši. Utemeljitev diplome poudarja prav to pri vašem delu. Tako je. Mladinsko knjižničarstvo je res zelo pomembno. V mladinski knjižnici, v mladinskih knjižničarkah in knjižničarjih se začnejo oblikovati prve izkušnje, ki so lahko pozitivne, lahko so tudi negativne. In to je res ena velika odgovornost. Hkrati mi je bilo pa to vedno v veliko veselje delo z najmlajšimi in v zadnjem času tudi z njihovimi starši, da se odločijo za obisk knjižnice, predvsem pa, da se zavedajo pomena branja, zgodnjega navajanja na knjigo in kaj pravzaprav to skupno branje prinese, koliko dobrega otrokom, staršem, pravzaprav celi družini. Usmerjamo se na celo družino, na to, kako jih privabiti v knjižnico k kvalitetnemu preživljanju prostega časa in temu je seveda poleg te redne dejavnosti, ki jo izvajamo v knjižnici, posvečeno pravzaprav vsa ta dodatna dejavnost, bibliopedagoška dejavnost in prireditve. Ena od prepoznavnih značilnosti vašega oddelka je knjižek, zdaj znan že tudi drugod. Ja, Miško Knjižko je pes, ki je nastal zelo po naključju sredi 90-ih let. Bil to en tak učen pes, ki je pomagal otrokom reševati knjižne uganke.
Razvijali smo ga postopoma, sprva je pomagal tudi otroke voditi od najmlajših bralcev do zahtevnejših, samostojnejših bralcev. Preoblačili smo ga v različne oblekce, ker živi v knjižnici, se piše knjižko in ime mu je Miško. In v zadnjih letih je dobil pa res čisto novo podobo. Smo se dogovorili z našo celjsko avtorico, res vsestransko, celostno avtorico Lilijano Praprotnik Zupančič Lilo Prap, in nam je potem oblikovala tega Miška knjižka, ki je en tak zelo, zelo prepoznaven znak. In ker je bil tako zelo prepoznaven in dobro sprijet med najmlajšimi, pa tudi starši, se je potem ta naš oddelek za otroke v Srednje knjižnice Celje poimenoval kar v knjižnico pri Mišku knjižku. V zadnjih letih je ta Miško knjižko dobil tudi nekaj novih prijateljev. Nastali so tudi pod zamislijo Lile Prap. To so pa Oliver Knjigožer, ki nagovarja predvsem tiste najbolj pridne bralce, potem Majčka Bralčka, ki hodi naokrog po naših krajevnih knjižnicah, in pa tudi en tak Živko Nagajivko, ki ni tako zelo strasten bralec, pa si želimo, da bi to postal. Čopova diploma je zdaj v vaših rokah. Kaj vam pomeni? Čopova diploma mi res pomeni zelo, zelo veliko. To je eno veliko priznanje. Moram reči, da je to v prvi vrsti priznanje mojih sodelavcev, ki so prepoznali moje delo kot tako vredno nagrade. Sem pa zelo počaščena, da se je tudi komisija za podelitev Čopovih diplom, plaket in priznanj odločila in me uvrstila med prejemnike te najvišje nagrade. Moja poklicna pot se bo počasi zaključila in ob tem je to ena res lepa nagrada in pohvala za moje delo. Bibliotekarska višja svetnica Maja Peteh pa je prejela Čopovo diplomo za izjemne dosežke na področju razvoja visokošolskega in specialnega knjižničarstva. Zaradi vidnih sledi, ki jih s svojim predanim delovanjem ustvarja v razvoju ustanov, v katerih deluje in je delovala, ter zaradi njenega neprecenljivega prispevka k rasti in ugledu stanovskega društva in zveze, piše v utemeljitvi. Doktorica Maja Peteh, čestitam za Čopovo diplomo. Specialna knjižnica je drugačna, kot so splošne, namenjena je pač stroki, s kom sodelujete, s strokovnjaki iz inštituta ali tudi sicer. Ja, hvala lepa najprej za čestitke. Gozdarska knjižnica je namenjena seveda strokovni javnosti, lahko jo obiščejo tudi zunanji uporabniki, ampak njen namen je predvsem zbiranje literature z področja gozdarstva, predvsem iz področja gozdarstva v Sloveniji. Tukaj imamo zelo bogato zbirko gozdarske literature, objav, elaboratov, poročil, ki so nastali v preteklih desetletjih, s katerim naši raziskovalci ugotavljajo, kakšen je razvoj gozdov v Sloveniji. Kako spremljate stroko? Sami v sodelovanju z sozaposlenimi vam oni recimo izražijo želje, kam je treba po novo knjigo, po novo besedilo, kako urejate njihove tekste? Če govoriva o nabavljanju literature, je danes bolj ali manj ta v elektronski obliki in znanstveno literaturo nabavljamo večinoma v sodelovanju s konzorciji. CTK je nosilec večine konzorcijev v Sloveniji, lansko leto je prejel Čopovo plaketo, ravno iz tega vidika in tudi iz vidika odprte znanosti. Drugače pa delo v naši knjižnici nekako temelji na 3 stebrih. En steber je zagotavljanje knjižničnih storitev, med drugim nabava in izposoja knjižničnega gradiva in pa zagotavljanje elektronskih dostopov do tuje znanstvene literature. Drug steber je podpora in pomoč pri založniški dejavnosti inštituta. Tretji steber pa je podpora odprti znanosti, ki se danes razvija in jo seveda uveljavljamo tudi na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Utemeljitev posebej izpostavlja prav vaše delo v skupnosti odprte znanosti. Preveč o njem, prosim, če lahko poveste. Odprta znanost je zadnja leta res prinesla neke tektonske premike in jih še prinaša dnevno, predvsem v načinu objavljanja naših raziskovalcev, in to seveda vpliva tudi na knjižničarstvo. In ravno mi knjižničarji najbolj poznamo ves ta proces. Torej, mi smo tisti, ki imamo bogate izkušnje s komuniciranjem z založniki, z raziskovalci. Mi smo tisti, ki popisujemo že desetletja dela raziskovalcev in jih vnašamo v
razne sisteme, zdaj v sistem COBISS. In mi smo tudi tisti, ki pripravljamo razne evalvacije, bibliometrije, objav naših raziskovalcev, naših inštitutov. In mislim, da je prav naša naloga, da raziskovalcem pomagamo krmariti med zakonodajo, avtorsko-pravno zakonodajo, vsemi novimi izzivi, ki jih imajo financerji raziskovalne dejavnosti, pa tudi zahtevami znanstvenih založb na drugi strani. Vsako priznanje je tudi spodbuda. Imate še kakšne zamisli za naprej? Mislim, da je samo priznanje izredna čast za moje preteklo delo, ne samo na področju visokošolskega in pa specialnega knjižničarstva, ampak tudi na področju društvene dejavnosti, se pravi strokovne dejavnosti pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije in pri Društvu bibliotekarjev Ljubljana, kjer sem bila v preteklih letih zelo aktivna in mislim, da bomo na vseh teh področjih, ki sem jih izpostavila, nadaljevali naprej, ker še zdaleč niso zaključena. Čopovi priznanji sta prejeli Nataša Grubar-Praček iz Mestne knjižnice Ljubljana za neusahljiv zanos pri spodbujanju bralne kulture in nesebično posredovanje znanja, ter Saša Vidmar iz Goriške knjižnice Franceta Bevka za razvoj mednarodno prepoznanih storitev, ki splošne knjižnice umeščajo v središče lokalnih skupnosti. V galeriji Jakopič se trudimo pripraviti kakovostne obrazstavne programe, ker poleg predstavljanja sodobne fotografske produkcije kot svoje poslanstvo razumemo tudi spodbujanje vizualne pismenosti, pravi kuratorka Julija Hoda. V ljubljanski galeriji Jakopič že od leta 2017 poteka izobraževalni program za odrasle, zdaj pa dela izbranih 17 alumnov predstavljajo v svojih galerijskih prostorih. Razstava, poimenovana Začasni naslov, bo na ogled do sredine aprila prihodnje leto. Več o razstavnem projektu in o izobraževalnem programu pa v pogovoru Maje Žvokelj s kuratorko. Julija Hoda, naj začneva najprej pri izobraževalnem projektu za odrasle galerije Jakopič, torej naslov Od blizu, fotografija kot način videnja sveta. Ta poteka od leta 2017. Komu je predvsem namenjen? Torej, kakšne cilje zasleduje in zakaj ste se v galeriji odločili, da boste dejansko poučevali, izobraževali o mediju, ki ga sicer razstavljate? Program Od blizu je namenjen pravzaprav vsem, ne glede na predznanje, ne glede na pretekle izkušnje, ni treba se gibati v polju fotografije, da bi se lahko pridružili programu. In tudi v programu sodelujejo zelo različni posamezniki z različnimi ozadji, izkušnjami, vizualnimi praksami, odnosi do fotografije. In tukaj se potem zgodi, da
postane naš prostor zelo širok in zelo primeren za eksperimentiranje, za učenje, za napake, na katerih se učimo, zelo sprejemajoč pravzaprav do udeležencev in to se nam zdi tudi fajn v primerjavi s kakšnim mogoče bolj formalnim izobraževanjem, da je sproščeno vzdušje in da imajo udeleženci prostor, da raziskujejo pravzaprav svojo ustvarjalno naravo. Omenili ste, da gre za sproščen odnos do poučevanja, torej mogoče še kakšna beseda več o tej metodologiji, torej kako pristopate k poučevanju, gre za odrasle, a ne, torej odrasle alumne. Gre za izobraževanje za odrasle, tako je, imamo več mentorjev, dr. Marija Skočer je vodja galerije Jakopič, potem so tu fotografi Saša Kralj, Matevž Paternoster, Metod Blejec in pa Janja Rebolj, koordinatorka delavnice, ki je strokovnjakinja za programe za odrasle. Izpostavila bi mogoče to, da pri Od blizu ne gre za neko podajanje, za neko hierarhično podajanje nasvetov, navodil in tako naprej, ampak gre predvsem za izmenjavo izkušenj, za izmenjavo mnenj. Udeleženci dobijo veliko povratnih informacij, ne samo od mentorjev, tudi od ostalih udeležencev. In morda prav zato se je okoli te skupine oblikovala tudi ena taka lepa skupnost, ki sodeluje in se druži tudi izven samega izobraževanja. Zdaj od leta 2017 se je udeležilo 90 odraslih tega izobraževanja. Povabili ste jih, da sodelujejo z delom na javnem pozivu in se potem odločili za 17, ki so na razstavi, torej 17 udeležencev se predstavlja trenutno na razstavi v Jakopičevi galeriji. Naslov te razstave je začasni naslov, ki tudi malce morda sugerira neko tematsko polje, motivno polje. Ja, na razpisu je bilo uspešnih 17 avtoric in avtorjev, ki so bili potem vključeni v večmesečni proces skupaj z mentorji in so svoje projekte pripravljali za razstavo. Od teh začetnih predlogov, ki so jih prijavili, potem do piljanja koncepta, pisanja tekstov, priprave res za galerijsko postavitev, za pripravo projekta po standardih naše galerije. Kako pa je potekala recimo ta pot, torej koliko je potem še dela od te zasnove, od te prve ideje do same potem finalizacije? Kot omenjeno, je šlo za večmesečni projekt, delo z večjimi mentorji, tako da ta proces je bil precej intenziven in se je nekako potem zaključil še s sodelovanjem z mano, s kuratorko. In če je bilo prej na delavnicah morda vzdušje bolj sproščeno, bolj namenjeno igranju, eksperimentiranju, radovednosti, smo bili tukaj usmerjeni v rezultat, torej v predstavitev v galerijskem prostoru. Potem seveda tukaj pridajo roki, pridajo določena pričakovanja, mnogi od udeležencev se prvič predstavljajo v galeriji, in imajo potem tudi takšno prvo izkušnjo celotnega procesa, od posnete fotografije do predstavitve v galeriji. Kako bi pa morda kot kuratorka, ki sicer delate s profesionalci, primerjali ta pristop? Torej tu gre za pogled laikov, torej ne za pogled fotografa profesionalnega, ne? Dejansko se je veliko udeležencev, veliko avtorjev se pravi prvič srečalo z procesom predstavljanja dela, svojega avtorskega dela v galeriji. Pri tem jih moram zelo pohvaliti, ker so se res dobro soočili s tem izzivom. Seveda tudi za nas, ne samo za udeležence, je ta razstava pomembna, ker gre za združevanje naših vizij izobraževalnih programov po eni strani in po drugi strani predstavljanja kvalitetnih fotografskih projektov slovenskih ustvarjalcev. In kot sem že prej omenila, tukaj je pomembna tudi skupnost, ki se oblikuje okoli te skupine in ki lahko predstavlja ne samo podporo tem avtorjem, ampak seveda tudi občinstvo za njihove programe. Če obiskovalec vstopi v galerijo, bo imel občutek, da gleda študijsko razstavo ali razstavo recimo neke fotografske profesionalne skupnosti. So kakšne nianse, razlike? So nianse, tudi naslov je mogoče dvoznačen. Po eni strani spominja recimo na ta proces priprave nekega projekta, neke razstave, ki je recimo večmesečen proces, ki ima različne korake, negotovosti in tako naprej, in s katerimi so se tudi avtorji srečevali pravzaprav skozi ta proces.
Po drugi strani pa je neka rdeča nit in razstava deluje kot celota. Glede na vsebine, ki smo jih obravnavali tekom naših delavnic, tekom tega izobraževalnega programa, ki se je velikokrat vezal tudi na razstave, ki smo jih pripravljali, ampak je bolj temeljil na nekem spodbujanju kritičnega mišljenja in na vzajemni rasti. Tako da ni čudno, da so tudi te projekti, ki so zdaj predstavljeni na razstavi, zelo osebni, da se ukvarjajo z nekimi notranjimi svetovi, ampak izpostavljajo tudi razne prostore, v katerih bivamo, ki jih naseljujemo, v katerih ustvarjamo. In prav iz tega pogleda sem kot kuratorka izluščila mogoče samo eno nianso, en pogled njihovega ustvarjanja, in sicer to, da so obravnavali v svojih projektih različne prostore, od prostorov in krajev, kjer smo odraščali, do sob, ki jih naselimo, preden se poslovimo. Skupno pa jim je, da so to začasni prostori, začasni naslovi in pravzaprav vsi vedno bivamo na nekem začasnem naslovu, ker se vse spreminja in nikoli ne obstanemo samo na enem mestu. Julija Hoda, najlepša hvala za pogovor. V galeriji Družina na Krekovem trgu v Ljubljani je na ogled razstava jaslic iz zasebne zbirke Andreja Dobleharja, velikega ljubitelja jaslic, doktorja umetnostne zgodovine, etnologa in našega televizijskega sodelavca. Razstavo so pripravili ob 30. obletnici galerije, o njej pa podrobneje Jasmina Bauman. Andrej Doblehar pove, da so zanj jaslice povezava z domom, predniki in tudi z našo likovno zgodovino. Seveda ta bistvena povezava na dom, na prednike je tisto, kar nas v božičnih praznikih, pa če smo verni ali pa neverni, ponese pravzaprav neko lepoto, toplino, neko pozitivno vzdušje, ki je kar umanjka v teh naših hektičnih časih. In zato se mi zdi jaslice kot simbol božičnih praznikov, za to neko milino, za to neko dobroto, za vso to zgodbo božično, nam pričarajo pravzaprav lepoto praznikov, nas morda malo ustavijo v tem decembrskem hitenju. Jaslice ga navdušujejo že od otroštva, o razstavi pa pravi. Moja zbirka jaslic obsega približno 50 kosov različnih velikosti, različnih tehnik, različnih slogov, različnih avtorjev.
In vse te jaslice predstavljam na aktualni razstavi Galeriji Družina. Zanimivo je, da galerija praznuje 30 let in prvo razstavo v Galeriji Družina so imeli prav tako jaslično razstavo. Zato so ob mojem predlogu, mislim, da kakšno leto nazaj rekli, to bi bilo pravzaprav idealno, da ponovimo to prvo razstavo, seveda z drugimi jaslicami, tokrat iz moje zbirke. Želeli smo prikazati jaslice na dva načina. Jaslice, kot jih navadno ljudje postavijo doma, pa po cerkvah, tudi v javnih prostorih, s figurami in z jaslično pokrajino. To sta dva temeljna elementa, ki se združita v celoto in seveda z mahom, tem naravnim materialom, ki je pravzaprav značilen za izdelavo jaslic. To je en način postavitve, ta klasičen, to bo najbrž ljudem všeč, ker bo predstavljalo tak nek spomin na tipične slovenske jaslice. Drugi način je pa muzejska postavitev zgolj figur oziroma pač eksponatov v vitrinah. To je pa način, s katerim želimo poudariti neko likovno celovitost posameznih jaslic. Med razstavljenimi jaslicami poudarja: morda najbolj zanimive, najbolj drugačne in za ljudi morda največje presenečenje so jaslice Jožeta Plečnika. Arhitekta poznamo po njegovih velikih urbanistično-arhitekturnih ureditvah v Ljubljani, Beogradu, Pragi, Dunaju, ampak on je bil tudi mojster malih realizacij v lesu, kovanem železu, medenini in med te sodijo tudi jaslice, božična drevesca in svečniki, ki jih je načrtoval za ljubljansko prodajalno Lectarija. In sam sem prišel po spletu na ključi in z dovoljenjem nekdanjih lastnikov oziroma dedičev nekdanjih lastnikov Lectarije do enega celega sklopa čudovitih izdelkov, nad katerimi so vedno ljudje navdušeni in mislim, da bodo tudi sedaj. Potem dve imeni bi še izpostavil, ki sta bili, lahko rečem, bila sta največja izdelovalca jaslic v drugi polovici 20. stoletja, to je ljubljanska kiparka Liza Hribar z velikim jasličnim opusom in pater kartuzijan iz samostana Pleterje Wolfgang Kogler, ki je tudi ustvaril zanimive jaslice. In zanimivo se mi zdi to, jaslice patra Wolfganga in Lize Hribar so po postavitvi zelo sorodne. Zanimivo je to, da so seveda lahko ustvarjene kot posamezne figure ali pa v kosu. To je v bistvu tudi novost druge polovice 20. stoletja. Ampak slogovno so pa zelo različne. Liza Hribar na eni strani neka milina, lepota, pater Wolfgang Kogler pa na drugi strani ekspresivnost in nek tak poseben ljudski karakter. Izpostavil bi še papirnate jaslice Maksima Gasparija in Franceta Goršeta. Morda tak najbolj poseben primer pa so velike lesene jaslice s Tirolske oziroma Bavarske iz tega kulturnega prostora, teh znamenitih rezbarskih delavnic iz okoli leta 1900. Kupil pa sem jih na dražbi v Gradcu in so nekako prišle v Slovenijo. Pomembne se mi zdijo pa zato, ker je v 19. stoletju tradicija s Tirolske, nazarenska tradicija, prišla v Slovenijo in zelo zaznamovala in usmerila razvoj jaslic na Slovenskem. Doblehar se s fenomenom jaslic ukvarja na več načinov. Ta fenomen jaslic seveda ni samo verski, iz verskega praznika Božiča seveda izhaja, ampak je tudi kulturološki, etnološki, umetnostno-zgodovinski. Predvsem pa je tudi jaslice predstavljajo velik izziv za izdelovalce po celi Sloveniji, po svetu. Tudi različne evropske pokrajine imajo svojo tradicijo, ne samo postavljanja figur, ampak tudi nekih časovnih okvirov, kdaj se postavijo, kdaj se pospravijo. Tako da jasličnih zbirateljev in izdelovalcev je ogromno in prav tako razstav na Slovenskem. Skoraj vsak večji kraj ima kakšno razstavo jaslic na prostem, v kakšni stari hiši, v cerkvi, v župnišču, v kulturnem domu. Tako da to se mi zdi izjemno pomembno poudariti, da razstava v Galeriji Družina seveda ne bo edina, bo pa največ malo posebna zaradi teh izstopajočih imen. Ravno zaradi te navezave na preteklost in izjemne kreativnosti, ki jih izdelovanje in postavljanje jaslic, torej ta proces nesnovne kulturne dediščine, tega znanja in tradicije, so bile jaslice nedavno nazaj vpisane na seznam nesnovne dediščine Slovenije, ker se mi zdi izrazito pomenljivo in pravzaprav lepo, dragoceno.
Pravi tudi, da je jaslice v starinarnicah in na bolšjih trgih zelo težko dobiti, saj predstavljajo dragoceno družinsko dediščino. Kot zbiratelj moraš biti v pravem času, predvsem na pravem mestu. O zgodovini postavljanja jaslic še dodaja. Ja, zanimivo je to, da danes jaslice predstavljajo simbol božičnih praznikov s to standardno ikonografijo, pa sveto družino z oslom in volom, 3 kralji s kakšno kamelo, seveda pastirje pa ovce. Ampak to pravzaprav ni tako dolga šega postavljanja. Prve jaslice so v Ljubljani postavili jezuiti v cerkvi svetega Jakoba 1644. Potem se pa dolgo niso razširile kot šega postavljanja v 18. stoletju po cerkvah, predvsem samostanskih, meščanskih, plemiških domovih, šele v 19. stoletju po kmečkih domovih. Zanimivo je, da je škof Slomšek v Mariboru še v sredini 19. stoletja spodbujal župnike, naj kupijo jaslice in s tem omogočijo neko doživeto praznovanje vernikom. Pravijo pa raziskovalci, da je šele v času med svetovnima vojnama postavljanje jaslic postala neka splošno razširjena šega. Torej, postavljanje jaslic ni nekaj, kar bi bilo od vekomaj tukaj, so pa različne kulture po Evropi, po posameznih deželah, recimo znamenita je Neapeljska od 18. stoletja dalje, pa Tirolska s temi rezbarskimi delavnicami, recimo 2 naštejem, jih je še mnogo več. In te različne kulture so se različno odzivale na ta razvoj jaslic. Danes nekaj samo po sebi umevnega v božičnih praznikih, včasih pa le pravzaprav v posameznih primerih. Zdaj, kar se zgodovine tiče, jo je raziskoval etnolog, akademik Niko Kuret. On je najbolj zaslužen, da imamo tudi monografijo o jaslicah na Slovenskem, potem pa še mnogi drugi. In zanimivo je to, recimo pater Leopold Grčar, ki je tudi doktoriral iz jaslic, je bil eden glavnih pobudnikov ustanovitve muzeja jaslic na Brezjah, kjer imajo skozi celo leto stalno razstavo. Ustanovili pa so tudi društvo ljubiteljev jaslic. Torej, jasličarstvo se je na Slovenskem izjemno tudi organiziralo, kar je pomembno. Razstava jaslic iz zasebne zbirke Andreja Dobleharja bo v galeriji Družina na ogled do sredine januarja.
Kulturna panorama se tako končuje. Oblikovali smo jo Sanja Rejc, Leja Širok, Vlado Motnikar, Maja Žvokelj, Jasmina Bauman in Tadeja Krečič, ki sem jo tudi uredila in vodila. Glasbo je izbrala Tina Ogrin, za ton je poskrbel Vjekoslav Mikes. Kot rečeno, bo naslednja zadnja kulturna panorama v tem letu posvečena pregledu vrhuncev v kulturnem življenju leta, ki se izteka. Pripravljajo Aleksandar Čobec. Vabljeni k poslušanju. Ob koncu te oddaje pa vas lepo pozdravljam in vam želim mirne, vesele praznike.